Dragi člani društva Slovensko-avstrijskega prijateljstva, člani klubov koroških Slovencev, ja, ok, saj imam dosti močen glas, člani klubov koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru in dragi gostje iz Koroške, zelo sem vesel, da se vas je danes zelo veliko udeležilo predstavitve razstave Vincenza Gotharda. Kaj več kasneje, za začetek nam bo pa glasbenik in multimedijski ustvarjalec Lado Jakša predstavil nekaj glasbe. Danes bo prvič med nami slikar Vincenz Gothard, bil je že večkrat med nami na Koroškem, neutruden pisatelj, novinar, fotograf in sedaj tudi slikar. Vedeli smo, da razstavlja, ampak na naših koroških dnevih v Ljubljani je prvič. In sedaj pa prosim Martina Kuhlinga, da predstavi Vincenza Gotharda. Ja, lepo pozdravljeni, einen schönen guten Abend allen Gästen. Jaz bom na kratko orisal, kako pač poznam gospoda Gotharda, sicer nisem strokovnjak za likovno umetnost, sem pa morda strokovnjak za tega gospoda. Vincenz Gotthard na robu barve. Tako je ime pričujoči razstavi, ki jo danes v okviru koroških kulturnih dni odpiramo za javnost. Kaj je rob barve? Ali ne bi bilo bolj primerno barva na robu? Ne, to ne bo vprašanje. Rob barve je poseben prostor. Poznamo pojem na robu besede ali na robu slovenskega jezika na Koroškem, najkasneje zdaj pa poznamo tudi rob barve. Rob je vedno tam, kjer se nekaj konča in se začne nekaj novega. Rob je lahko tudi tam, kjer nekaj izstopa. V tem primeru izstopa poseben pogled na skupni, na nas obdajajoči svet. Vsaka umetnost je izraz takega izostrenega, včasih nevsakdanjega pogleda na vsakdanje stvari. Umetnik, ki stoji danes v središču, je umetnik na več načinov. Ali drugače rečeno, umetniško ustvarjanje Vincenza Gotharda se izraža na več načinov skozi različne umetniške zvrsti. Poznamo ga kot urednika tednika Nedelja, poznamo ga tudi kot fotografa, ki s posebnim pogledom zna izvabiti posebnost iz preprostih situacij, ki zna človeka postaviti v pravo ali v posebno luč. Poznamo ga pa tudi kot pisatelja, saj je njegov roman Na drugem koncu sveta kar močno odjeknil tudi v Sloveniji. V letu 2021 je bil imenovan za nagrado Kresnik in je Vincenz Gotthard z njim prišel v zadnji krog izbire. Kar nekaj let ga pa poznamo tudi kot likovnega ustvarjalca, ki je razstavljal na več lokacijah na avstrijskem Koroškem,
V Sloveniji pa doslej na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, tukaj v Ljubljani, na Prevaljah ter v Mariboru v okviru tamkajšnjih koroških kulturnih dni. Umetnik, ki je vse življenje deloma tiho in neopazno, deloma pa odprto in javnosti znano, se ukvarjal z umetnostjo in z umetniškim ustvarjanjem, je naposled stopil sam pred občinstvo. Dolga leta je bil pri tedniku Nedelja tista oseba, ki je spodbujala mlade ustvarjalce in ustvarjalke, besedne ali likovne, da so stopili v javnost, da so v tem tedniku našli možnost za objavo in predstavitev svojega dela. Marsikomu je ta priložnost omogočila prvi korak v javni svet umetnosti. Tudi v umetnosti sta dva svetova. Prvi zasebni, ko je ustvarjajoči naslonjen nase in na svoje ustvarjanje, komu je to početje notranja nuja, ne glede na to, kako se bo svet odzval nanj ali kako bi se svet odzval nanj, saj v tem trenutku v procesu nastajanja še sploh ni jasno, da bo, kar nastane, kdaj prišlo v javnost. Drugi svet pa je tisti v javnosti. Ko umetnik stopi pred občinstvo, ko svoje ustvarjanje predstavi javnosti, ko se sooči z odzivom družbe na svojo upodobitev čisto zasebnega sveta. Vsaka umetnost mora prehoditi prvi svet, saj brez tega zasebnega ustvarjanja in podajanja čisto zasebnega pogleda na stvari, drugi svet, tisti v javnosti, ni možen. Ni pa nujno, da vsaka umetnost stopi tudi na pot v ta drugi svet. Vedno lahko umetnik odloči, ali bo z ustvarjanjem šel v javnost, ali ga bo pustil v predalu, ali ga bo celo uničil. Osebno sem vesel, da je človek, ki je podpiral toliko mladih ali še neznanih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki je vedno kazal posebno izostren čut za potrebe teh ljudi, naposled sam s svojim ustvarjanjem stopil v javnost, da s tem pokaže, kaj mu je važno in kaj se mu zdi pozornosti vredno. Slike, ki jih tu vidimo, so izraz tega notranjega ustvarjanja, tega posebnega pogleda na neposebne, na navadne stvari. Krepke barve, med katerimi je modra dominantna, pričarajo pred nas abstraktne, to je možne podobe nevidnega. Niso preproste upodobitve sveta, temveč izluščijo iz vidnega to, kar nastane v domišljiji umetnika oziroma v mišljenju naprej. Misliti življenje naprej pomeni videti ali vsaj slutiti to, kar bo prišlo, kar lahko pride ali kar bi lahko prišlo, če ... Vincenz Gotthard se sprehaja na ozki meji med barvo in črto in naprej med barvo in besedo. Sam pravi nekako tako, tam, kjer beseda onemi, barva zažari in kaže pot naprej. Njegovo abstraktno risanje na platno, v olju ali v akrilu, je tak korak pri iskanju prave ali možne poti. Pri ustvarjanju se osredotoči na to, kar je njemu važno, ustvarjanje zaključi, ko se njemu zdi primerno. Sam pravi, citiram, najbolj se bojim zadnje črte. Če je ena preveč in je ena barva preveč, potem to nisem več jaz. Citata konec. Še nekaj misli, umetnost je pogled na prihodnost v sedanjosti. Voda, barva in beseda, topolovina, platno, olje in akril. Morda so take slike naslonjene na valove pod vodno gladino. Nekaj črt in ploskev za nove poglede. Kaj je bilo najprej, jezik ali slika? Vse to so citati umetnika z raznih razstav oziroma raznih priprav na razstave ali z pogovorih o razstavah. Iz tega je razviden njegov umetniški pristop. Pri vsem tem, pri opazovanju, pri upodabljanju svojega notranjega sveta,
Pri slikanju svojih predstav, želja ali strahov, vseeno ali se to dogaja s sliko, besedo ali fotografijo, vedno je za tem ali je vključena želja po ohranjanju in zapisovanju slovenske besede na Koroškem. Vedno gre za nove poglede na znane stvari. Vsako njegovo umetniško izražanje vsaj posredno izraža tudi skrb za slovenski jezik v domači deželi, v regiji, na vasi. Tako sam pravi, spet citiram, kar ostaja, je velika želja narediti iz tega, kar je še ostalo, nekaj trajnega in velikega, pa čeprav je to samo čoln iz delov lesa, ki jih je naplavilo morje. Gre za manj, ki lahko postane več. Citata konec. To je prispodoba iz romana Na drugem koncu sveta, kjer je v središču umetnik, so v središču 3 ukradene slike iz znanega muzeja, 3 prazni okviri, izginuli umetnik in naposled spet najdene slike. Poleg tega pa še prispodobe o manjšanju, o izginjanju in iskanju sledov ter možnih oprijemov proti izginjanju. Pa se vrnimo k naslovu razstave. Umetnik sam pravi, moje slike ne pripovedujejo nič manj in nič več kot to, da obstaja med besedo in sliko nek rob, ki ni ne slika in ne beseda. Pa še naprej. Zame je pisanje neke vrste reševanje besed, da ostanejo. Najbrž pa ob branju kakšne knjige ostanejo v spominu tako ali tako samo slike. Konec citata. Od tu povezava med besedo in sliko, od tu zamisel, da nadaljuje sliko tam, kjer beseda ni več na mestu, tam, kjer beseda onemi ali izgine. Njegove slike tudi nimajo naslovov, vse to ostane opazovalcu in opazovalki odprto. Nekaj slik je imel poimenovanih, pa so potem izginile nekje na drugem koncu sveta. Tako ostajajo ob koncu tudi za opazovalca slike samo dodatne slike, tiste, ki se sprožijo v zavesti ob gledanju in ki po svoje delujejo in potujejo skozi zavesti ljudi naprej, skozi svet in skozi čas. Kar danes sproži eno, bo že jutri na drugem koncu sveta lahko sprožilo nekaj povsem drugega. Tako ostaja umetnost skrivnost. Ostaja pa tudi povezovalna nit skozi čas in kraje med vsemi ljudmi. Pomembno je gledanje z odprtimi očmi in s pripravljeno zavestjo, potem lahko ob isti sliki, ob različnih trenutkih nastane nešteto novih podob, utrinkov in slik. Vincent Gotthard je človek z izostrenim čutom za jezik in za družbene danosti v deželi Koroški. Slej ko prej je močno povezan s svojim domačim krajem in z vso Zilsko dolino, kjer je sam doživel izginjanje domačega jezika, preganjanje slovenskih družin in napredovanje ponemčenja svoje rodne doline. Iz tega sledi prizadevanje za ohranjanje tega, kar izginja. Izpostavljanje tega, kar je obvarovanja vredno, in iskanje poti do možnega izhoda iz očividno zapečatene usode. K pričujoči razstavi sam pravi, morda še ob robu, nimam akademske likovne izobrazbe, slike so enostavno tu, oglejte si te črte in barve čez rob. Konec citata. Temu lahko samo dodam, oglejte si to razstavo in si za trenutek ustvarite svoj svet ob sprejemanju izostrenega pogleda umetnika Vincenza Gottharda. Hvala lepa.
Dober večer, guten Abend, sehr geehrter Herr Sektionsleiter Merliak, sehr geehrte Präsidenten der Vereine, lieber Valentin Inzko, mein Vorgänger und Vorbild, schön, dass du auch heute Abend da bist, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend wieder bei der Eröffnung der Kärntner Kulturtage eingeladen bin und dabei sein darf. Spoštovani vodja sektorja za zamejstvo, gospod Rudi Merljak, spoštovani predsedniki društev, dragi Valentin, moj cenjen predhodnik in vzgled, spoštovane gospe in gospodje, dober večer. Zelo sem vesela, da sem lahko danes spet tukaj pri vas, pri Koroških kulturnih dnevih. Die Kärntner Kulturtage bescheren uns heute Abend eine besondere Ausstellung in der stets gastfreundlichen Galerie Družina. Die wunderbare Ausstellung Am Rande der Farbe von Vincent Gotthard. Wir lernen die Werke des Malers und Redakteurs der Klagenfurter Wochenzeitung Nedelja und des Schriftstellers kennen, den wir in Slowenien bereits als Finalisten des Delo Kresnik-Preises und Gewinner des Lastovka-Preises, des Preises des Ars-Programmes für die beste Kurzgeschichte hinter einer Geschichte kennengelernt haben und der sich nach 2022 heute Abend erneut dem Publikum in Ljubljana präsentiert. Nocoj nam bodo Koroški kulturni dnevi prinesli posebno razstavo v prostorih zmeraj gostoljubne galerije Družina. Čudovito razstavo Vincenta Gottharda Na robu barve. Danes bomo spoznali dela slikarja ter hkrati urednika celovškega tednika Nedelja in pisatelja, ki smo ga v Sloveniji spoznali že tudi kot finalista Delove nagrade Kresnik in prejemnika nagrade Lastovka, ki jo podeljuje Ars za najboljšo kratko zgodbo za zgodbo. Umetnika smo spoznali v Ljubljani že leta 2022, danes pa se nam ponovno predstavlja s svojimi deli. Ein Künstler, dessen Bildsprache dort beginnt, wo Worte enden und der sich bewusst dafür entscheidet, eine neue Art von Botschaft für Nicht-Worte zu schaffen, die zu Farben werden oder, wie er es nennt, zur Wortlosigkeit werden. In seinen Werken sucht er nach dem, was noch sein könnte und stellt ständig den letzten Strich in Frage, dessen Vorhandensein er unermüdlich überprüft, indem er sich selbst nach dem besonderen Moment befragt, indem es notwendig ist, den Pinsel niederzulegen und sein eigenes Ich zu bewahren. Es versteht sich von selbst, dass der Künstler aus einem professionellen Beruf des Texteschreibers kommt, was in seinem künstlerischen Ausdruck einen neuen Kontext verleiht. Mehr über die heute vorgestellten Werke haben wir bereits von Martin Kuchling, dem Geschäftsführer des Christlichen Kulturvereins, gehört. Umetnika, čigar likovni jezik se začne tam, kjer se končajo besede in predstavljajo zavestno odločitev za novo vrsto sporočilnosti za ne besede, ki predstavljajo barve oziroma, kot to sam poimenuje, brezbesedje. V svojem snovanju išče to, kar bi še lahko bilo, pri čemer se umetnik stalno izprašuje o zadnji črti, za katero neumorno preverja njeno prisotnost in se samo izprašuje o tistem določenem trenutku, ko je potrebno odložiti čopič in si ohraniti svoj jaz. Razumeti je, da avtor izhaja iz poklicne okupacije tekstopisca, kar dodaja nov kontekst njegovemu umetniškemu izražanju. Več o predstavljenih delih pa nam je danes že predstavil poslovodja Krščanske kulturne zveze, gospod Martin Kuchling. An
An dieser Stelle darf ich auch dem Komponisten Lad Jaksha dafür danken, dass er die Veranstaltung mit seiner speziell für diesen Anlass komponierten Musik erfreute, die die heutige Veranstaltung so bereichert. Zahvaliti se tudi želim skladatelju Ladu Jakši, da je z avtorsko glasbo na temo razstavljenih slik na poseben način obogatil današnji dogodek. Die Vernissage ist traditionell der Auftakt zu den Kärntner Kulturtagen in Ljubljana, diesmal unter dem Ehrenschutz von Frau Staatspräsidentin Nataša Pirc-Musar, die uns in den nächsten Wochen mit 12 verschiedenen Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten erfreuen werden und am Sonntag, den 14. April, mit dem Konzert Kärntner Lieder über die Grenzen hinweg ihren Höhepunkt finden. Tradicionalno predstavlja vernisaža že uvod v Koroške kulturne dneve v Ljubljani. Tokrat pod častnim pokroviteljstvom predsednice Nataše Pirc-Musar. Ti dogodki v kulturnih dnevih nas bojo v prihodnjih tednih razveseljevali in sicer bomo lahko obiskali 12 najrazličnejših dogodkov na različnih lokacijah in to vse do nedelje 14. aprila, ko bo zaključni koncert z naslovom Koroška pesem preko meja. Ich freue mich auch, dass das österreichische Kulturforum Laibach unter Leitung seiner Direktorin Sonja Reiser-Weinzettel, die heute leider krankheitshalber nicht zur Vernissage kommen konnte, die Kärntner Kulturtage wieder finanziell unterstützen konnte. Prav tako me veseli, da je Avstrijskemu kulturnemu forumu Ljubljana pod vodstvom direktorice Sonje Reiser-Weinzettel, ki je žal iz zdravstvenih razlogov danes zadržana in se ne uspe udeležiti dogodka, uspelo tudi letos finančno podpreti Koroške kulturne dneve. Es sind Vereine wie Ihre und Menschen wie Sie, die seit Jahrzehnten mit verschiedenen Veranstaltungen die Nachbarschaftspolitik beleben. Ich danke daher allen aktiven Mitgliedern des Slowenisch-Österreichischen Freundschaftsvereins Laibach, des Clubs der Kärntner Slowenen Laibach, des Christlichen Kulturvereins Klagenfurt und des Slowenischen Kulturverbands Klagenfurt für ihren Beitrag zum kulturellen Reichtum der beiden Länder, indem sie verschiedenen Künstlern die Möglichkeit geben, sich einem größeren Publikum zu präsentieren. Österreich und Slowenien sind heute durch viele Dinge verbunden. Aber es ist wichtig, dass Menschen eine Plattform wie ihre Vereine haben. Denn jeder, der sich durch die Arbeit eines Vereins für die bilateralen Beziehungen begeistert, ist eine Bereicherung für die lebendige Nachbarschaft und die Beziehungen zwischen beiden Ländern. Prav društva, kot so vaša in ljudje, kot ste vi, ste tisti, ki že desetletja oživljajo sosedsko politiko z različnimi dogodki. Zato se zahvaljujem vsem aktivnim članom Društva Slovensko-Avstrijskega prijateljstva Ljubljana, Kluba koroških Slovencev Ljubljana, Krščanski kulturni zvezi Celovec in Slovenski prosvetni zvezi Celovec za njihov prispevek k spoznavanju kulturnega bogatstva obeh držav, s tem, ko z različnimi umetniki in umetnicami nudite priložnost, da se predstavijo širšemu občinstvu. Avstrija in Slovenija sta danes povezani preko veliko stvari in kljub temu je pomembno, da imajo ljudje platformo, kot so vaša društva, in da lahko vsakdo, ki se preko dela v društvu navdušuje nad dvostranskimi odnosi, s tem predstavlja pridobitev za živeto sosedstvo in za odnose med našima deželama. Die österreichische Botschaft Laibach und das österreichische Kulturforum werden auch in Zukunft gerne Ihre Partner sein. Abschließend gratuliere ich Ihnen nochmals für die geleistete Arbeit und für das zu dem reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm der Kärntner Kulturtage,
und ich hoffe, dass Sie wieder viele interessierte Besucher anziehen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ob koncu se vam že sedaj zahvaljujem in hkrati čestitam za opravljeno delo in za bogat ter raznolik program Koroških kulturnih dni in verjamem, da bodo ponovno pritegnili veliko in zainteresiranih obiskovalcev. Hvala. Spoštovana veleposlanica Republike Avstrije, gospa Elison Kramer, spoštovani organizatorji z gospodoma Sodjo in Stergarjem na čelu, cenjeni visoki gostje, dragi koroški rojaki. Pozdravljam vas v imenu Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, centralnega državnega organa, zadolženega za razvoj odnosov ter sodelovanja s slovenskimi izseljenci in še zlasti s pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu. Slovenska manjšina seveda obstaja v vseh 4 sosednjih državah, ne bom pa razkril nobene skrivnosti, če bom rekel, da so mnogim Slovencem še posebej blizu srca prav koroški rojaki, saj so starodavni naseljenci dežele, ki nikoli ne bomo nehali razumeti, čutiti in ceniti drugače kot zibelko slovenskega naroda. Pa naj si nekateri še tako prizadevajo izpodnesti in omajati to ukoreninjeno prepričanje našega ljudstva. In tudi, če bi zibelka slovenstva bila res samomit, se mnogi temu mitu ne želimo odreči. Narodi rastejo iz svojih mitov in obsojeni so nezaustavljivo usihanje, če se jim odrečejo ali če jih pozabijo. Naši koroški rojaki, neposredni potomci slovenskih karantancev, pa še zdaleč niso skupnost, katere veljava, vrednost in pomen bi bila utemeljena zgolj v dejstvu, da so neposredni dediči prve slovenske države. Na začetku 3. tisočletja so koroški Slovenci sicer zdesetkana, vendar kljub temu še kako vitalna in prav neverjetno aktivna ter ustvarjalna skupnost. Dokaz za to je izredno veliko število organiziranih struktur, ki jih premorejo, in dogodkov, ki jih pripravljajo. Oboje nam kaže na močno življenjsko voljo in na obilje sposobnosti ter talentov. Med ključnimi dogodki, kjer pride do izraza veličina njihove ustvarjalnosti, lahko na zelo visoko mesto postavimo vsakoletno večtedensko kulturno manifestacijo, imenovano Koroški kulturni dnevi v Ljubljani. Ti dnevi iz leta v leto ponujajo ljubljanski in širši slovenski javnosti celo vrsto umetniških nastopov, likovnih in knjižnih predstavitev, promotivnih dejanj in še marsičesa. Ne bi si upal ravno trditi, toda občutek mi pravi, da bo letošnji Koroški kulturni festival v glavnem mestu Slovenije še za odtenek obsežnejši in bogatejši od prejšnjih. Na Uradu za Slovence zato nismo imeli nobenih težav z odločitvijo, da ga v okviru obstoječih možnosti finančno podpremo tudi tokrat. Tisto v okviru obstoječih možnosti sem poudaril še posebej glasno, ker sem želel podčrtati, da se nam možnosti za ustrezno sofinansiranje najpomembnejših z zamejstvom povezanih prireditev in projektov v Sloveniji žal iz leta v leto zmanjšujejo, saj se razpoložljiva finančna sredstva niti približno ne dvigajo tako hitro,
kot se dviga število interesentov in prosilcev z zanimivimi ponudbami ter projekti. Marljivim prirediteljem iz Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva in iz Kluba koroških Slovencev bi zato želel izraziti svojo hvaležnost in spoštovanje, saj se ne dajo in kljub podporam, ki niso takšne, kakršne bi bilo prav, da bi bile, ne odnehajo in vedno znova storijo vse, da Slovenija ne bi ostala brez vsakoletnega živega slovenskega kulturnega darila s Koroške. Kar je še toliko bolj spoštovanja vredno v dobi, ko duh prostora in duh časa velevata, naj se vse, kar je tujega in tujerodnega, spoštuje, varuje, ščiti ter poudarja, tisto, kar je domačega in slovenskega, pa naj se vrednoti kot nekaj preživelega, zastarelega in že skoraj tudi motečega. Enaka zahvala gre tudi obema manjšinskima krovnima kulturnima organizacijama, Krščanski kulturni zvezi s predsednikom Jankom Krištofom in Slovenski prosvetni zvezi s predsednikom Mitjo Rovškom. Zvezi skrbita, da se pripravljene posode dogodkov napolnijo z žlahtno vsebino. Organiziranim slovenskim rodoljubom, ki si prizadevate za aktivno povezanost zamejskih Slovencev z matičnim narodom in z matično domovino, in vam, dragi zamejski rojaki, ki zvesto ter zanosno sodelujete v tem prizadevanju, v imenu Urada za Slovence, zato še enkrat od srca hvala. Naj bo ta izraz zahvale znamenje, da so 22. Koroški kulturni dnevi odprti. Hvala. Hvala lepa vsem, ki ste prišli in uživajte na 22. Koroških kulturnih dnevih.